omenimo znamko Jeep, večina pomisli na robustne, okorne, a zmogljive terence. Slednje marsikdo laično poimenuje Jeepi. Zato še enkrat, niso vsi terenci Jeepi, so pa vsi Jeepi bolj kot ne terenci. Oblikovnih razlik v primerjavi z običajno gnanimi različicami ni. Bližnji pogled pa razkrije modro barvo, s katero so dodatno obarvani napisi na avtomobilu. Seveda so dodana še vratca, za katerimi se skriva polnilna vtičnica. Tudi v notranjosti bistvenih oblikovnih sprememb ni. Počutje je na račun že serijsko boljše opreme priključnega hibrida dobro. Če so bili včasih, predvsem dizelsko gnani Jeepi, že skoraj moteče glasni, novi Kompas prinaša povsem drugo vozniško izkušnjo. Ja, tudi Jeep je lahko tih in uglajen. Priključno hibridni Kompas je najnaprednejši kadarkoli narejen Kompas. Oprema je bogata in povprečnemu uporabniku že serijsko ponuja čisto vse, kar si želi. Ker je baterijski sklop s kapaciteto 11,4 kWh spravljen v tunel med sedeži, prostornost ni okrnjena, ni pa popolnoma ravnega dna, ki ga ponuja večina električnih ali priključno hibridnih avtomobilov. (1,3-litrskemu turbobencinskemu motorju, ki ponuja 132 kW, pomaga električni sklop s 45 kW, ki ga sestavljajo električni motor oziroma generator na prednji osi ter električni motor na zadnji osi. Tako je vozniku v vsakem trenutku na voljo tudi štirikolesni pogon, zaradi katerega se tudi z električnim Kompasom lahko brezskrbno podamo na še tako zahteven teren. A ker gre za prvega Jeepa, ki ponuja električno vozno izkušnjo, še nekaj ključnih podatkov. S polnimi baterijami se da v idealnih pogojih prevoziti do 50 km, pri čemer se na elektriko lahko peljemo do hitrosti 130 km/h. Ko baterije spraznimo, jih lahko na domači vtičnici napolnimo v manj kot 5 urah, na polnilnici pa v dobri uri in pol.